ne upomaj, bojim se. Igral je disciplinirano, rutinirano, potrpežljivo, ravno tako, kakor so se dogovorila pred samim dvobojem, tako da ničesar ne prepuščamo naključju, zaenkrat je vse po planu. Igrišče mu sicer ne odgovarja preveč, ker drsi na zunanji strani, ampak tudi za druge so enake pogoje, tako da gremo naprej. Igral sem dobro in pametno, naslednja tekma v soboto, Robert Krabukl, Avstrija. Včeraj smo dobili pravo klofuto, kar nam je pomagalo, da smo danes s pravim spoštovanjem šli v tekmo in unovčili svoje prednosti, ki jih ta ekipa ima kar nekaj. To je bil tudi moj namen. Ekipo smo pripravljali v tem smislu, da ne sloni na dveh igralcih. Izgubili smo en ključen člen naše ekipe, boljšega strelca na vseh tekmovanjih do zdaj in to uspešno nadomeščajo mladi. To jim je treba vcepiti, to miselnost. Mislim, da so jo sprejeli in da zdaj z manj strahu igrajo, kar je ključnega pomena za nadaljevanje košarke gluhih v Sloveniji. Včerajšnja tekma in naša slaba igra je botrovala, smo naredili globoko analizo, ki nam je zelo pomagala pri današnji tekmi. In fantje in vsi skupaj smo videli celotno tekmo, opazovali smo svojo igro, napake, ki smo jih opazili, tako v napadu kot v obrambi. Ta analiza je pokazala dolg sestanek, ki je trajal skoraj 2 ure in pol in lahko rečem, da je bil ta sestanek pohvalen. Naučili smo se in danes smo sproščeno in pogumno stopili na parket in zastopali Slovenijo. In spoštovanje vsem nam. Želim, da bomo tako tudi naprej igrali, kajti prvenstvo še ni končano in čaka nas še dolgo tekmovanje, veliko tekem. Jutri nas čaka Ukrajina in resnično želim, da bi igro nadgrajevali, igrali z glavo in izboljšali svojo obrambo. Ukrajina nas čaka, je zelo znan nasprotnik, zelo neugoden. Imamo kar nekaj slabih izkušenj s to reprezentanco, že iz Evropskega prvenstva in Olimpijskih iger, kjer so nas premagali v zadnjih sekundah igre. Lahko rečem,
dve prvenstvi, ko so nas premagali v trenutnih ključnih momentih. Iz tega smo se zagotovo naučili. Jutri bomo igro vzeli zelo resno, jutri je nova tekma, nov dan in v igri nihamo. Pomembno je, da pa dosežemo zmago. Običajno igramo tako, da na večjih tekmovanjih, kot je te olimpijske igre, je prva tekma, vedno nekako igramo v krču. Čeprav je tudi slabši, boljši, je vedno težja ta prva tekma. In potem je naša stalna praksa, da smo potem vedno boljši. Kot je trener povedal, včeraj res ni bila naša igra, tako v obrambi kot napadu, izgubili smo neko samozavest. Vendar, imeli smo res dolg sestanek, kjer smo se pogovorili, analizirali, pogledali naše napake, kje so potrebni popravki. In lahko danes rečem, da je bila igra na igrišču na ravni zaenkrat. Nismo še popolnoma zadovoljni, vidimo še veliko potencijala za naprej in verjamem, da bomo s Fugues fanti v tekmo v tekmo vedno boljši in da pokazali našo prepoznavno igro. Vesel sem mladih, saj reprezentanci nas poznajo, kdo so nosilci igre in na tej tekmi so dobili priložnost vsi igralci, Jan, Makuc in še ostali mladi iz klopi, ki so sodelovali, so dali res svoj del, svoj maksimum, svoje točke, tako da lahko rečem, da sem izredno vesel in bo treba pa še dvigniti nivo igre za jutri.